Kristjani. Gospod Jezus, prosimo te za naše brate v veri, ki so zaradi svoje vere zasramovani, preganjeni, mučeni, prisiljeni zapustiti svoje domove. Gospod, sprejmi njihovo trpljenje zaradi njihove verske diskriminacije. Pomagaj nam, Gospod, da ne bomo molčali, da ne bomo gluhi, slepi in nemi, da bomo opozarjali na krivice, ki jo trpijo preganjani in mučeni zaradi vere, samo zato, ker pripadajo evangeliju. Naj zaupamo, da je tvoja roka, Gospod, močnejša od vsakega človeškega orožja, nasilja in hudobije. Zmage nam ne zagotavlja naše orožje, temveč tvoje varstvo. Samo ti nas rešuješ iz rok naših sovražnikov. Gospod, podeli tem, ki so preganjali zaradi tvojega imena vero, upanje in ljubezen, čeprav so na videz brez moči, kot jagnjeta, ki jih vodijo v zakol, kot ovce med volkovi. Naj bodo v tvoji moči, ki presega vse zemeljske moči, pričevalci tvojih obljub. Naj kristjani ne pozabimo tvojega naročila, ljubite svoje sovražnike, molite za tiste, ki vas preganjajo. Matej, 5. poglavje, 44. vrstica. Ne zavrzi nas, Gospod, ne pozabi na zatiranje. Zbudi svojo moč, zaradi svoje ljubezni in usmiljenja pomagaj. Amen. Sedaj pa, dragi brati in prijatelji, ko smo že izrekli prošnjo za preganjane kristjane, podkrepimo to prošnjo z Gospodovo molitvijo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,